Na tretji dan drugega vala šolanja na daljavo bomo v spletni infodrom zakolesarile. Aja? Aja? Ja. Potem pa bomo pogledali, kakšni so novi ukrepi, ki jih je sprejela vlada za zajezitev novega koronavirusa. In pa seveda zaščita, da bomo vsi varni. In zdravi. Akcija. To je narivaš, ne? Vse najboljše zate. Dobra novica dneva je, da se bo včerajšnji dan zapisal v zgodovino slovenskega športa. Yes! Za izjemen kolesarski uspeh sta poskrbela Jan Tratnik in Primož Roglič. Slovenija je postala tretja država na svetu, ki se je v enem dnevu veselila 2 etapnih zmag na 2 različnih trotedenskih dirkah. Takole, že včeraj smo govorili o tem, da držimo pesti, da Arnes danes deluje in res je. Samo ob 8 zjutraj so imeli nekaj malega težav, ki so jih hitro odpravili. Sporočili so, da so imeli DDoS napad na spletne učilnice. To pomenijo, da so vanj vdrli hekerji in sicer z namenom, da nekatere storitve postanejo nedostopne za vse druge, ampak na Arnesu so to odpravili. O tem, kakšne težave so bile zjutraj in kako je Arnes deloval še naprej, pa vam bo sedaj povedal Rožle. Akcija Rožle. Živjo, sem Rožle, hodim v 8. razred in trenutno za šolo na daljavo. Šole na daljavo zame ni nobena težava, celo všeč mi je, ker lahko dlje časa spim. No, ura je 9 zjutraj in zdaj čas, da vstanem. Moti me, da so učitelji prej in država se nismo dobro pripravili na šolo na daljavo in spletne učilnice, kjer bi mogel potekati pouk, sploh niso delale. No, tukaj odprem najprej spletno stran osnovne šole Trebnje. Grem na spletne učilnice. To zdaj dolg časa traja, ker so neke težave. Včeraj so jih odpravljali, ampak očitno jih je nekaj še vedno ostalo. Spet nekaj časa traja. No, evo in tukaj imam 8. razred. Ja, zdaj tukaj vsak moj korak, ki ga naredim, traja nekaj časa. Evo in zdaj smo noter. Kot vidite, so nam tukaj učitelji pripravili poseben naslov, delo na daljavo in imamo po urah. Se pravi, prvo uro utrjevanje, potem tukaj je učni list in tukaj pa oddamo domačo nalogo. Pogrešam razlago učiteljev, drugače pa mi je šola na daljavo zelo všeč. Nejc oziroma Nace nas na Snapchatu sprašuje, mene zanima, koliko časa bomo doma zaradi koronavirusa. Kako dolgo bomo doma, še ne moremo odgovoriti. Ni tako preprosto, da bi rekli zdaj do 2. novembra ali pa do 1. decembra. Vse je odvisno od tega, kakšne bodo razmere. Zagotovo pa bo naše življenje drugačno, kot smo ga vajeni sicer in bomo nekako morali usklajevati virus in naše življenja, vse dokler ne bo cepiva in tega ne bo še nekaj mesecev. Je pa dobra novica, da v Københavnu na Danskem UNICEF že v skladiščih ureja vse za to, da bo cepivo, ko bo na voljo vsem in bo pravično razdeljeno. Če klikneš na tale i nad mano, pa se lahko priklikaš do videa, v katerem naš otroški poročevalec Ali raziskuje, kako cepivo sploh nastaja. Na cepivo čakamo tudi v Sloveniji, kjer pa je na žalost vsak dan več okuženih. Na srečo novi koronavirus večjih težav mladim ne povzroča, hitro ga prebolite in ste potem zdravi, a na žalost nekateri vaši vrstniki, pa tudi starejši, nimajo te sreče, lahko zelo težko zbolijo, tudi umrejo. Zato je zelo pomembno, da se vsi potrudimo preprečiti širjenje novega koronavirusa in zdaj bomo na kratko ponovili, kako lahko to naredimo. Torej, da si redno umivamo roke in to z milom. Milo namreč najbolj učinkovito uniči viruse. Vprašali pa ste nas, kaj je bolje, milo ali razkužilo. Najbolje je, da si roke umivamo pol minute s toplo vodo in z milom. Vse najboljše zate, vse najboljše zate, vse najboljše, draga ja, vse najboljše za me.
Če pa nimamo tople vode in mila, si roke razkužimo z razkužilom. Tudi nošenje maske preprečuje širjenje okužb in nosimo jo tudi zunaj. No, sprašujete pa nas, ali morate nositi masko tudi, kadar greste na sprehod. In odgovor je da. Če se sprehajate po mestu, po parkih, kjer je veliko ljudi, maske vedno na sebi. Če pa greste na kakšen hrib ali pa morda v gozd, recimo z družinskimi člani, tam masko sicer lahko date dol, ampak, če srečate kakšnega pohodnika ali pa nekoga, ki se vam približuje, masko na nos. Zaščitimo sebe in zaščitimo tudi druge. Ker število okuženih v Sloveniji narašča, rdeče so že skoraj vse regije, razen obalno-kraške, ta je oranžna, predstavljamo si, da je pa tole rdeča barva, je vlada sprejela nov ukrep, ki je povezan z gibanjem in športom. Po novem so športno-gibalne dejavnosti prepovedane. Ampak vedno je ampak. Obstaja nekaj izjem. Tako lahko še vedno greste na sprehod z družino, nekam, kjer ste na samem, prav tako lahko še vedno vadite na prostem, a v skupini je lahko največ do 6 oseb, prav tako morate biti na razdalji najmanj 3 metre. Organizirano pa lahko še naprej trenirate vsi tisti športniki, zdaj bom mogla pa kar prebrati, ki imate naziv olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda, ali pa ste poklicni športniki, pa ste starejši od 15 let. In kaj to zdaj pomeni v praksi? Bržkone bodo treningi za tiste, ki ste mlajši od 14 let odpadli ali pa bodo potekali nadaljavo, a za vsak primer preverite pri svojem klubu in nam napišite v komentar, kako so se odločili vaši trenerji, kako bodo izvajali treninge, ali pa nam pošljite kakšen video o tem, kako športate. Šport je zelo pomemben, pa če tudi treniramo in vadimo in telovadimo samo doma. Prinaša zdravje. Ok, visoke številke, novi vladni ukrepi, izolacija. Izredne razmere vzbujajo nelagodje, to je popolnoma normalno in razumljivo. Ampak nekaj morate vedeti. Tudi ta val bo minil in vse bo ok. Vse bo v redu, tudi tega bo enkrat konec. Res je, veliko je obolelih, stanje je resno, ampak velika večina virus brez težav preboli in tudi mladi z njim načeloma nimate nobenih težav. Če pa vas stanje skrbi, je pomembno, da se o tem pogovorite z odraslo osebo. Če ob sebi nimate nikogar, je tu za vas tudi Tom telefon. Klic na 116 111 je anonimen in brezplačen. Pa tudi mi smo tukaj za vas. Če ti je spletni infodrom na kavču všeč, Itak, da ti je. Ja, itak, da Nam je. nam to sporoči v komentarje tukaj spodaj. Vsekakor pa delite to našo oddajo, da bo videlo čim več mladih, zato se trudimo za vas. Tako, če deliš, dobiš. Ali pa nam piši na naš Instagram, kamor lahko sporočiš tudi vaše vprašanja, misli, skrbi ali karkoli drugega. Tudi če ima kdo od vaših prijateljev rojstni dan, da mu bomo voščile. Se ne bo še zati, se ne bo še zati. Dali bomo tudi v naš spletni infodrom na kavču, ki bo z vami tudi jutri. Čau!